In gremo na 6. točko. Predlog sklepov o mnenju občine Kamnik k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj župan, poročevalka pa Maja Sušnik, direktorica občinske uprave. Direktorica, izvolite. Hvala lepa. Državni svet Republike Slovenije je vse občine pozval, naj se opredelijo do predlogov pokrajinske zakonodaje, in sicer Zakona o ustanovitvi pokrajin, Zakona o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. Osnutke vseh teh zakonov je pripravila strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. Državni svet je pozval občinske svete, naj se do vseh teh zakonov, ki sem jih prej navedla, opredelijo do 1. julija 2021. Zdaj, zelo podrobno ne bom šla v vse te tri zakone, zaradi tega, ker so res kar dosti obsežni. Dejstvo pa je, da je država predvidela s to pokrajinsko zakonodajo, da se Slovenija teritorialno členi na 10 pokrajin, s tem, da se podeli še poseben status Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor. Pri tem je bilo upoštevano priporočilo Sveta Evrope, naj bi imele ustanovljene pokrajine najmanj 100.000 prebivalcev in naj ne bi presegale 300.000 prebivalcev, kar bi bilo ustrezno z vidika upravne, politične in fiskalne decentralizacije. Občina Kamnik bi bila, kot je razvidno, del osrednje slovenske pokrajine, katere sedež bi bil v Domžalah. Sedež pokrajinskega sveta je predviden v Grosupljem, sedež sveta občin pa v Kočevju. Zdaj, malo bi rada povedala, kako je bilo v preteklosti, so se občine že kar pogosto srečevale s to problematiko ustanovitve pokrajinske zakonodaje. Zdaj, občina Kamnik se je predvsem v letu 2007 in 2008 zelo intenzivno s tem ukvarjala. Vlada je v letu 2007 že pripravila osnutke vseh teh pokrajinskih zakonov. Takrat je bilo nekako predvideno, da se Slovenija razdeli na največ 14 pokrajin. Prav tako je bilo predvideno, da bi bil Kamnik v osrednje slovenski pokrajini, s tem, da bi bil sedež pokrajine v Ljubljani. Se pravi, razlika od takrat pa do zdaj je predvsem v tem, da osrednje slovenska pokrajina ne vsebuje več Mestne občine Ljubljana, no. Občinski svet občine Kamnik je v tedanji sestavi to pokrajinsko zakonodajo tudi obravnaval. Napisala sem vam v gradivu za občinski svet, kakšne sklepe je tedanji občinski svet sprejel. Predvsem je bil smisel oziroma namen tega zakonodajalcu nekako predočiti željo občine Kamnik in nekaterih sosednjih občin, da bi se povezala v samostojni pokrajini na osnovi tako imenovane podjetne regije. To je bilo takrat zakonodajalcu tudi sporočeno, s tem, da, kot veste, potem je v letu 2008 prišlo do referenduma, ki je bil pa za osrednje slovensko pokrajino neuspešen, zaradi tega tudi do ustanovitve pokrajin pač ni prišlo, no. Zdaj, od takrat, ko smo mi prejeli besedilo, osnutke teh zakonov, so se župani teh bližnjih občin spet sestali na krajšem sestanku in se dogovorili, kako zdaj spet v zvezi s tem postopati. Zdaj, na podlagi poziva Državnega sveta RS občinam so se potem župani občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, Komende in Vodice v januarju 2021 na skupnem posvetu že dogovorili, naj se osrednja slovenska pokrajina deli na dva dela. Namreč dejstvo je, da ta osrednja slovenska pokrajina, saj ste najbrž videli, ko sem vam dala v obrazložitev, dejansko je to zelo velika pokrajina, ki sega praktično skoraj na severu od avstrijske meje pa na jugu do hrvaške meje, no. Zdaj, župani so se opredelili do tega, naj se osrednja slovenska pokrajina torej deli na dva dela, in sicer na severnega in južnega. Potem predlagali so tudi, da se centralna oblast organizira na enem mestu, ne nekaj na enem mestu, nekaj na drugem, tako kot zdaj Kočevje, Domžale, Grosuplje in tako naprej. In država naj že v zakonu bolj natančno pojasni in ovrednoti,
odvzem finančnih sredstev in virov financiranja občin ter prenos pristojnosti iz države in občin na pokrajine. Zdaj, nekateri župani so se odločili, da na osnovi te podpisane izjave dejansko je to že dovolj velik signal zakonodajalcu, da naj takšnega zakona v takšni obliki ne sprejmejo. Naše mnenje še vedno je, da naš občinski svet pač s to zakonodajo mora biti seznanjen in se mora tudi do nje na nek način opredeliti, no. Dejstvo pa je, da je Državni svet Republike Slovenije sicer nam že predložil sklep kot pomoč občinam, na kakšen način naj bi se občine pač do te zakonodaje opredelile, s tem, da je predvideno tam v tistem osnutku sklepa tudi, da bi občinski svet na vsak posamezen člen posameznega zakona že napisali, v čem je napačen, kako naj se spremeni in tako naprej. Mi smo vseeno menili, no, da tako v podrobnosti ne bi šli, glede na to, da nekako ocenjujemo, da občina Kamnik še vedno bi morala vztrajati na tem, da je ta osrednjeslovenska regija oziroma pokrajina, kot je zdaj predvidena, nekako prevelika in ne bo mogla zadostiti vsem potrebam oziroma nalogam, ki naj bi jih te pokrajine izvrševale. Tako da je občinska uprava pripravila pač predloge sklepov, ki jih imate danes pred sabo, in predlagamo, da jih občinski svet obravnava ter sprejme oziroma po potrebi dopolni. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Tokrat pa moram reči, da se strinjam z vami. Tukaj pa nisem bil razočaran pri pripravi teh sklepov. S to pokrajinsko zakonodajo sem se tudi sam nekaj časa kar aktivno ukvarjal in moram reči, da mi ni jasno, zakaj po glavnih mestih, po mestnih občinah, zakaj dve izjemi, predvsem Mariborska, mi ni jasna, in pa ni mi jasno, zakaj tako velika regija, kot je mišljena ta osrednjeslovenska, ki sega praktično od skorajda avstrijske meje pa do hrvaške meje, vključno s Kočevjem. Jaz se popolnoma strinjam, da ne pašemo v to veliko regijo, pašemo pač v eno od predlaganih v tem sklepu. Predlagam pa, zdaj po nekaterih občinah, kolikor mi je znano, je bila praksa, da sta na seje občinskih svetov prišla tudi predsednik Državnega sveta, gospod Kovšca, in pa dr. Boštjan Brezovnik, ki je pripravljal to zakonodajo. Ne bom rekel, da jih pogrešam naši seji, ampak se mi pa zdi zanimivo, no, vseeno, da ponekod sta prisotna, drugje ne, ampak vseeno mi je malo smešno, da predsednik Državnega sveta hodi po sejah občinskega sveta in bom rekel, novači občine, da glasujejo za njihov predlog. Moj predlog je, da bi se regije nekako ustanovile, tako kot smo že navajeni. V zadnjem letu skorajda dnevno poslušamo o regijah, Podravska, Osrednjeslovenska, Pomurska, Koroška, s tem, da jim dodajamo še barve, rdeča, rumena, zelena. Ampak jaz mislim, da te statistične regije, ki že obstajajo, so zelo dober primer in bi lahko kar pri tem ostali. Drug predlog moj, kako bi se regije lahko imenovale in kaj bi obsegale, so Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Primorska, tisto, kar že naravno poznamo, neke naravne meje. Zdaj, kot prvo, kako regije deliti, se pa treba najprej zmeniti. Točno kakšne so naloge in pristojnosti regij, kaj bodo mogle občine prenesti na regije, kaj se bo preneslo iz države na regije. Hkrati se moramo zavedati tudi tega, da obveznosti, ki jih bo občine prenesle na regije, ne bodo več financirane na občini. Posledično bodo občine dobile verjetno tudi manj povprečnine. In pa točno določiti, kdo
koliko ljudi se bo prezaposlilo iz občin na regije, iz države na regije. Hkrati se bo treba tudi dogovoriti, kaj bomo potem z državnim svetom. A ga še potrebujemo, če bomo imeli regije? A bomo imeli potem državni zbor, državni svet, potem regijske svete, pa občinske svete. Mislim, da imamo potem eno stvar preveč. Kar nekaj stvari je še nedorečenih. Zdaj, če sem omenil predsednika državnega sveta in pa dr. Boštjana Brezovnika, ki je pripravil to zakonodajo, in pa sem dejal, da jih ne pogrešam, zagotovo pa pogrešam glas državnega svetnika Francija Rokavca, ki zastopa tudi naše interese v državnem svetu. In gospod župan, vprašanje za vas, kolikokrat sta v zadnjem času ali pa v vašem mandatu z gospodom Rokavcem govorila tudi na to temo? Jaz bi res, tudi nekje v medijih je bilo zapisano v zadnjem času, tudi jaz bi želel slišati gospoda Rokavca, kaj meni o regiji, o občini Kamnik, katero regijo bi jo on umestil. Moram reči, da nisem šel gledati, kako je glasoval pri sprejemanju te odločitve, ko so glasovali v državnem svetu. In pa, čeprav sem že rekel, da državnega sveta potem ne potrebujemo, zagotovo moramo narediti neko spremembo. Saj v nobeni varianti nas ni skupaj zletijo in mi potem ni jasno, zakaj imamo pa v državnem svetu konglomerat občin, katerih je tudi Litija pa Šmartno pri Litiji, imamo skupnega državnega svetnika. Skratka, ogromno stvari je še nedorečenih. Jaz mislim, da je treba še kar nekaj dela opraviti, da bomo potem lahko govorili tudi o pokrajinah. Jih pa verjetno res potrebujemo, ker se o njih govori že predolgo. Hvala. Hvala. Beseda ima Jože Korošec. Izvolite, Jože. Hvala za besedo. Evo, zdaj imamo bolj signal, normalno komuniciramo. Ja, tudi meni, moram reči, jaz se nekaj Igorja dela popolnoma strinjam. Ne znam se predstavljati, se pravi, regije, naše regije, od Avstrije do Hrvaške, ker gravitiramo mi predvsem na, se pravi, srednjo slovensko ali bolj proti Gorenjski. In vse sile napet, da se pač te regije, ki so bile predlagane za občino Kamnik, mislim, da to ni zelo slaba varianta, napet, da se pač ustanovita še dve dodatni regiji, se pravi to, kar je predlagano, in te sklepe popolnoma podpiram. Zraven bi še rekel, da tudi se strinjam, da se gospoda Rokavca, čeprav je moj strankarski, ne bi bil moj strankarski kolega, povabi enkrat na sejo, ko bo še verjetno bo še kdaj na kakšni seji, da on nam pač pove iz prve roke, kaj se dogaja na državnem svetu, kako tam stvari potekajo, oziroma kako on vidi zadeve za občino Kamnik. Zdaj, v nekaterih primerih smo pač letijo skupaj, v nekaterih nismo, ampak ne glede na to spadamo mi, se pravi, mi spadamo proti Gorenjski, srednja Slovenska, do maksimalno do Litije, potem nasproti čez Bogeršpek, čez je pa seveda že druga regija. To je moje mnenje, pa te sklepe pa podpiram. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Tako kot je bilo že na tistem posvetu pri županu razvidno, je to tema in predlog, s katerim se verjetno res vsi strinjamo. Ne bom se ponavljal, ker je bilo že vse povedano, ampak mislim, da smo takrat tudi zaključili, da se bo tega našega predstavnika v državnem svetu, gospoda Francija Rokavca, povabili na današnjo sejo in me zanima, če je bilo to narejeno in kakšen je bil odziv. Tako da, toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Zdaj besedo dajem še gospe Maji Sušnik za pojasnila. Hvala, župan. Zdaj, tako je, no, niti gospoda Boštjana Brezovnika, niti predsednika državnega sveta, niti kogarkoli drugega, nekako se občinska uprava ni odločila povabiti raven iz tega razloga, ker dejansko se mi danes z samo vsebino teh zakonov sploh ne bomo ukvarjali.
ampak smo zavzeli samo načelno stališče, da pač pokrajina takšna, kot jo zdaj veljavna zakonodaja predvideva, oziroma osrednja slovenska pokrajina, kamor občina Kamnik tudi sodi po predlogu, da pač za nas ni ustrezna. Zato se o tem zdaj glede Francija Rokavca, to, da smo se dogovorili, da ga bomo na današnjo sejo povabili, jaz res prvič slišam, no. Ne vem, morda sem preslišala, dopuščam možnost, da sem preslišala, no. Dejstvo pa je, no, da smo se nekako odločili ravno zaradi tega, no, ker je to zdaj samo načelno mnenje občine Kamnik. Mi dejansko danes ne bomo o posameznih členih govorili, zato smo nekako precenili, da glede na to, da ne gremo v samo vsebino, pač pa samo načelno mnenje sprejemamo o tem, da se občina Kamnik ne strinja, da sodi v osrednjo slovensko regijo oziroma pokrajino takšno, kot je zdaj predvidena. Zato nekako nismo poklicali na državni svet in zaprosili za njihove predstavnike, no. To, kar zadeva prenos pristojnosti na regije, zdaj, kolikor jaz razumem to zakonodajo, no, je predvideno zelo plastično, no, da naj bi se pač vse pristojnosti, ki jih imajo zdaj upravne enote, prenesli na pokrajino. To je zdaj tudi razlika od prej, ne, prej je bilo v bistvu, pred leti je bilo v bistvu predvideno, da bodo se občine povezovale v pokrajine. Zdaj pa ne, zdaj se pa v bistvu iz druge smeri, v bistvu država ustanavlja pokrajine, na katere bo prenesla vsa dela, ki jih zdaj opravljajo upravne enote, poleg še nekaterih drugih, tisto, kar sem vam pač napisala v obrazložitvi, se pravi tudi inšpekcijske službe, pa določene zadeve strani oziroma pristojnosti strani občine. Je pa dejstvo, tako kot tudi sem jaz napisala že v obrazložitvi, dejstvo je, da dejansko ni čisto točno razvidno, katere pristojnosti iz občine naj bi se na pokrajino prenesle, niti kako so finančno vrednotene, no. To je bil tudi eden izmed sklepov, ki so ga župani oziroma v izjavi, ki so ga župani zavzeli v tem stališču skupnem v januarju 2021. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Edi Srujovič. Hvala lepa, župan, za besedo. Bom zelo kratek, nekateri imajo težavo s koncentracijo, pa bom probal malo skrajšati. V glavnem, absolutno podpiram ta predlog občinske uprave. Vse napore, na tem mestu pa samo, Maja, če se ne motim, smo nekako v nekem sklepu. Morda, da se tudi jaz ne spomnim čisto prav, ampak mislim, da smo v nekem sklepu na koncu bili složni v tem, da se gospoda Rokavca pozove. Po mojem mnenju osebnem bi bilo boljše, zakaj, da na tem mestu tudi sliši vse pripombe, očitke, dopolnitve, se pravi, da dobi pravi feedback. Za nameček bi mogli zadevo v kontra zavrniti. Če mene vprašate, bi državni svetnik mogel o problematiki občin, ki jih zastopa, zadnje malo večkrat se oglasiti pri nas. Zato mi je še enkrat več žal, da v prejšnjem mandatu smo glasovali, kdo bo svetnik, da trenutni župan pač ni svetnik, da takrat ni ratal, ker iz prve roke dejansko pač zveš. Zdaj, če ena občina bi bila zagotovo prekrajšana, ampak jaz bi razumel, da je skrb na njegovi strani, da pride, da vpraša, ste vi naklonjeni temu, smo nenazadnje pač predstavniki ljudi. Še enkrat, pod črto, absolutno podpiram to načelno noto, ki jo bo danes, upam, da poslal občinski svet. Hvala. Hvala, Edis. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Župan, hvala za besedo. Moram najprej reči eno veliko pohvalo direktorici uprave Maji, ki se je zelo potrudila, zelo poglobila tako v historiat našega neljubega pretvarjanja Slovenije v male, večje in še manjše regije. In mislim, da je prav sklep, predvsej v tej smeri, o katerem ste tudi drugi govorili. Mislim, da res moramo tamle iz Kamniških Alp do Osilnice v svoji regiji biti. Dejstvo je, da nam je zdaj podrla ustanovitev ljubljanske, torej posebne regije. Mi smo vendarle za večino vsebin povezani z
za Ljubljano in tudi LUR, tako imenovana Ljubljanska urbana regija. Tudi župan najbrž lahko potrdi, da kar dobro funkcionira. Res smo majhni proti Zoranu Jankoviću, ampak po velikosti pa ga naš župan tudi malo presega za 10 centimetrov. Tako da upam, da ima kakšen glas močen tudi v Ljubljani, čeprav poznam delo in način vodenja tudi regije strani Zorana. Res je, da bomo težko in v tem mandatu župana in morda še kjerga prišli skupaj, če ne drugega bo pa kakšen referendum na to temo, pa spet ne bomo najdel pravih usmeritev. Je pa res, to pa moram potrditi Edisu Maja, da sem jaz predlagal, da bi tega našega svetnika, mojega bivšega kolega, pa županovega kolega danes, Francija Rokavca, saj videli enkrat na občinskem svetu, zdaj pa ne vem, koliko časa ta državni svet že funkcionira. Takrat ali smo ga izvolili naši predstavniki in dajmo ga enkrat poklicati na to temo ali pa na kakšno podobno temo, da nam malo obrazloži, kje nas vidi ne samo v okviru regije, ampak tudi sicer, kakšna so razmišljanja v državnem svetu. Tisti, ki kjerkrat imamo čas, pogledamo ta državni svet, ampak vendarle, da iz prve roke slišimo tudi njegov pogled na ne samo regije, pa morda tudi na pogled LUR-a ali Ljubljanske urbane regije, kjer so tudi oni zraven, in da vidimo, kam peljemo ta naš skupni voz. Konec koncev, zaenkrat imamo še državni svet, koliko časa, kdaj ga ne bo več, to ne more noben, tudi polna luna, ki je bila danes ponoči, ne more povedati. Tako da je res, mislim, da so tudi sklepi primerni in da če ste se z župani srečali na to temo, mislim, da smo potem močni in močnejši, če smo skupaj z istimi mislimi in da dobijo, bom rekel, zdaj pa grdo to pasjo bombico, predlagatelji te zakonodaje, kaj šele, da bi se zdajle mi ukvarjali, tu ima pa Maja absolutno prav in tudi vidim razpravo vsi, da imamo prav, da se ne spuščamo v zakonodajo, ko bo prišlo do končnih zakonov, kje so upravne enote. Hvala. Zdaj, tale sklep in ta vaša razmišljanja, ta vaša usmeritev bo tudi posredovana državnemu svetniku, ki ga bomo povabili, da nam objasni tudi njegov pogled. Tako da zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občina Kamnik soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine Kamnik v del osrednje slovenske pokrajine, vendar le pod pogojem, da se le ta razdeli na dva dela oziroma dve pokrajini. Severno in južno osrednje slovensko pokrajino, pri čemer takšno poimenovanje pokrajin ni nujno za veljavnost tega soglasja. Občina Kamnik naj se umesti v severno osrednje slovensko pokrajino. Drugič, občina Kamnik poziva pripravljavca pokrajinske zakonodaje naj pri pripravi nove razdelitve območja na pokrajine oziroma pri predvideni razdelitvi osrednje slovenske pokrajine na dva dela občini Kamnik nameni enega izmed pokrajinskih sedežev. In tretjič, pred sprejetjem pokrajinske zakonodaje naj se v predlogih natančno pojasni in ovrednoti prenos pristojnosti iz države in občin na pokrajino. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Istri? Pa deva se zmeniti kar za ta paket, 25 evrov. Za. Deva tega. Za. So mene utišali, se opravičujem. Mislim, da Nives Matjan ima prižgan mikrofon, če jo prosim. Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markel? Glasujem za. Nives Matjan? Za. Magister Šemso Mojanović? Glasujem za. Duško Papaš? Božo Pilej? Sem za. Ančka Podbevšek? Vzdržana. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Žan Potočnik? Robi Prosen? Glasujem za. Dr. Janez Rifel? Za. Edis Rujevič? Glasujem za. Matija Siter Močnik? Za. Petka Slapnik?
Cvetka Slapnik, Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Jovan Kavčakar, Glasujem za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. Torej soglasno oziroma brez glasu proti potrjen na našo usmeritev, ki bo jasno sporočilo tudi pripravljavcu zakonodaje. Hvala za podporo.